Spoštovani gostje, alumni Teološke fakultete, lepo vas pozdravljam na pogovornem večeru, ki smo ga zgovorno poimenovali Sveti večer in ne sveti odnosi. Zdaj ta ne bi mogel biti prečrtan, ampak tehnično tega nisem znala narediti, da sem dala v oklepaj. Vsi si želimo, da bi v teh zadnjih trenutkih adventa govorili predvsem o svetih odnosih, seveda. Ampak najbrž ima marsikdo od nas izkušnjo, da prav bližajoči se prazniki, bližina konca leta, potem tudi to, da so najkrajši dnevi v letu, da vse to nekako pritiska na človeka in včasih od človeka preprosto zahteva čisto preveč. In potem se pač prikrade neka slaba volja, prepiri v družini, pikre besede med tistimi, ki prebivajo skupaj v kakšni samostanski ali pa duhovniški skupnosti in tako naprej. Skratka, potem postajajo odnosi res nesveti. Verjamem, da bo danes govora o vseh obrazih naše realnosti, lepih in manj lepih, ampak v vso to zmedo naših odnosov vendarle v teh najkrajših dneh, ravno v najkrajših dneh prihaja luč. Ne prihaja kot en reflektor, ki bo razsvetljiv in hkrati zaslepil, ampak prihaja res nežno, tiho, v intimi božične noči, kot novorojenček, kot Bog med nami, Emanuel. Tako da nocoj smo se zbrali, da bi skupaj pričakovali, se veselili in si podelili med sabo in tudi z ostalimi misli po eni strani kot teologi, kot tisti, ki se poglabljajo v vedo o Bogu, ki ga, kako paradoksno, nobeno vedenje pravzaprav ne more nikoli dovolj zaobjeti. Po drugi strani pa kot teologi moramo govoriti o njem, ker se le tako obljuba, ki se je v Kristusu že izpolnila, začenja udejanjati tudi v naših srcih. No, in ker sem jaz obljubila, da bom moderator, zdaj pa že predolgo govorim, vam bom dala takoj besedo, samo še predstaviti vas moram. Tisti, ki so sledili našim večerom o antifonah, so vas v bistvu večino že poznajo, ampak ne še pa vseh. Naj začnem z eno od teologinj, bom začela z Romano s tabo. Romana Bezjak je Montessori pedagoginja, katehistinja dobrega pastirja in seveda alumna Teološke fakultete. Zaposlena je kot pomočnica ravnatelja Hiše otrok Maribor. Naj med tem povem, moja mama je gledala enega od filmov, pa je, kaj je to alumen, ful tak fancy zveni. Diplomant Teološke fakultete. Kaj sem pomislila, kaj ti ima Romana to na teološki? Tako da, evo, to je Romana. Potem naslednji naš gost je dr. Matjaž Celarc, tudi alumen Teološke fakultete, asistent na katedri za svetopismo in judovstvo na tej isti fakulteti, torej na teološki, ter prefekt v ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Matjaž, tudi ti pozdravljen. Potem naslednja je dr. Barbara Simonič, alumna Teološke fakultete, once again, in specialistka zakonske in družinske terapije, ter tudi predavateljica na Teološki fakulteti. Teda, Barbara, tudi ti dobrodošla. In še zadnji od naših gostov, to je pa Matjaž Kosi, tudi alumen Teološke fakultete, mož ene žene in 4 otrok, sem prav povedala? Vladne 4. Katehet, zaposlen v projektni pisarni, bo kaj več o sebi povedal, še potem tudi samostojni podjetnik, predvsem pa komik, ampak taki katoliški komik, bom rekla, ne? In sem prepričana, da boste vsi, ki to poslušate v trenutku, dobili asociacijo, če rečem, koliko je to, 4 besede. Kam gre beli zajček? Vsi vemo, za kaj gre. Več o tem pa seveda kasneje. Zdaj pa zares k debati. Vsi nocojšnji gostje so torej alumni Teološke fakultete, eni ste študirali v Mariboru, drugi v Ljubljani, gotovo pa ima vsak od vas kak lep spomin na svoj čas študija, tako da malo prebijemo let. Lahko poveste karkoli, lahko je, če pa je v povezavi s profesori, pa da bi bilo res prehudo, pa lahko uporabite tudi kak psevdonim. Malo heca, ampak gremo tako samo en krog, se opravičujem, sebe sem pa pozabila predstaviti, jaz sem pa tudi alumna Teološke fakultete, hkrati pa sem odgovorna za alumne, tako da tudi s tem namenom nekako danes sklicujemo ta pogovorni večer, da se malo považimo z našimi teologi. Naj vidijo, kaj vse delate, na koliko področjih ste aktivni, ker se mi zdi, da res ni konca, s čimer vse se ukvarjamo. No? Tako da en lep spomin na Teološko fakulteto lahko je v zvezi z božičnim časom, s kakim obhajanjem, z kakimi heci na faksu. Imate proste roke. Boš, Romana, ti začela ali še razmišljaš? Ne.
V bistvu smo mogli iz zakladice dobrih in res lepih spominov izbrati enega. Pa sem se odločila, mogoče netipičnega. V času mojega študija na teološki fakulteti, Činkica je bila moja sošolka, dr. Simoničeva, seveda, ne, smo rekli za psevdonimi, smo ustanovili pevski zbor laiških teologov, pa smo bili tako samo teologinje, enopredmetni, dvopredmetni, Cantica Cantorum, to je sestra Snežna silno potrebovala, da je raziskala, če imamo v redu v latinščini, in potem kasneje seveda ugotovila, da nimamo čisto pravilno, ampak smo bili vse na Cantica Cantorum. In smo imeli dansko zelo redna srečanja, veliko smo peli, hodili smo na priprave v Portorož. To je bilo eno tako veliko druženje, hkrati pa smo se zelo v bistvu liturgično odistovali potem lahko pri vseh stvareh, tako na Centru Sina, študentskem, mladinskem, pri manjših laiških teologov, pa tako na fakulteti. Potem smo peli skupaj z bogoslovci, oktet bogoslovcev je bilo, Barbara, ne? Mislim, da so imeli fantje, smo potem z njimi imeli projekte. In to res me veže na take lepe spomine. V bistvu iz tega je potem nastalo tudi večer laiških teologov, smo imeli vsako pomlad z našo poezijo, z recitali na dvorišču Andranuma, s tistim krasnim ozadjem, takrat, ko je res tam bila teološka fakulteta, tako na enem zelo višku v Mariboru, in to smo imeli res te večere. Tako da ja, dobra druščina smo bili, dosti dobrega smo naredili, fajn smo se imeli. Zdaj pa dam desnemu od mene, enemu moškemu, dam Matjažu Kosiju besedo. Matjaž, ti si bil skoraj moja generacija. Mi smo se celo na faksu srečevala in to je bil tudi žur tam še v Andrijanovu. Povej še ti kako. Tako je, lep pozdrav z moje strani. Jaz imam tudi zelo lepe spomine na teološko fakulteto. Nekako vrhunec vsako leto je bilo miklavževanje, ki so ga pripravljali bogoslovci s pomočjo laičnih teologov, ne. In vem, da eno leto so pač oponašali, kako se je že pisala, doktor Zalokar Divjak, je bilo tako, ne? In ona res rada po zimi nosila te pončote, ne? In ni bilo potrebno nič drugega kot to, da je pač prej so se posneli in pol tam na tisti veliki zaslon se pokaže en od teh bogoslovcev v tistem pončotu in začne govoriti kot doktor Divjakova. In to je bilo toliko smeha, da nismo mogli k sebi, ne? Tako da res, bili smo zelo povezane generacije, se mi zdi, takrat nas je bilo še zelo veliko prve letnike. Pol proti koncu študija pa se že občutilo, da nas je bilo nekaj manj, da ni več bilo toliko ljudi in sem kar tisto malo pogrešal, no. Tako da res mene vežejo vse prvi 3 letniki na zelo, zelo lepe spomine, no. Okay. Zdaj pa dajmo kar naprej besedo naslednji dami, da Barbara izvoli. Ja, hvala. Jaz bi kar Romano dopolnila, ne, mogoče zdaj nekako malo prevladuje ta mariborski teološki, kako bi rekla, duh, no, ampak se mi zdi, da ko pridemo teologi skupaj, katerekoli generacije, da tako kar rečemo, ja, sej mi smo pa, ne, eno, se pravi, se kar smatramo, da se poznamo, pa da ni nekih razlik ali karkoli. Ja, ta spomin na Cantica Cantorum, ki bi naj pomenil visoka pesem, ampak je pol sestra Snežna prevedla, da to so spevi pevcev, spevi pevcev, nekaj takega bi naj pomenilo, pač smo imeli malo izvirno ime. Drugače, kar meni tako ostaja, v bistvu teh 5 let, ne, smo se resno povezali, ustvarili eno skupnost, mogoče. Jaz imam eno številko v glavi, da nas je bilo v prvem letniku takrat samo v Mariboru 48, ne, vpisanih, je bil to prva generacija prvega letnika, ne, da cel teološki študij stekel, tam nekje do konca bi rekla, da nas je okrog 20, malo čez, mogoče prišlo v tistem paketu, eni mogoče še malo kasneje, eni so mogoče tudi kaj menjali, se malo izgubili. Ampak tako smo imeli veliko enih podvigov, veliko enih projektov, radi smo hodili na predavanja. Tudi tako se mi zdi, no, da smo bili zelo zvedavi, mogoče včasih tudi zahtevni za koga.
Ampak tudi tako se mi zdi, no, da smo živeli zraven tega eno tako povezanost, pa se tudi učili ravno, a ne, skozi neke take projekte. Mogoče en takih večjih je bil priprava na Sveto deželo, na romanje, a ne, ko smo v bistvu pravi brand naredili skoraj raznih izdelkov, pač cel načrt, neke majice smo tiskali, pa jih pol prodajali na enem shodu mladih. Pa čestitke, tako, no, da smo se tudi prek tega zelo znali že pripravljati na življenje, no. Pa tudi tako se mi zdaj zdi, da kar nesemo zraven eno tako, en ekipni duh, no. Recimo naš letnik še vedno ima vsako leto srečanje letnika, no, do zdaj še nismo zgrešili, še korona nas ni ustavila. Tudi pri sestrah Klarisah smo ga že imeli, ker je tudi ena naša sošolka postala Klarisa, tako da se da, a ne, povezati res na vseh načinih življenja, a ne. Ja, mogoče bomo šli kdaj tudi kam čez lužo, a ne, če srečati kakega drugo sošolko, a ne, kar so tudi v misijonih in tako naprej. Romana bo nekaj Replika. Jaz moram, to moram povedati. Dr. Simona Oličeva pa ima doživljenjski mandat našega letnika kot predsednica, tako da smo jo izvolili do konca. To pa si je zgled zavzet, bravo, generacija Činke pa Romane. Zdaj pa res nisem prej opazila, da smo dejansko bolj ali manj mariborska ekipa in ti, Matjaž, svetlo izjema ljubljanskega teologa. Ampak jaz res nikoli nisem imela tega občutka, da bi se kdaj mi delili tako. Mi smo ljubljanski, mi smo mariborski, mi smo bili teologi vedno, ne. Tako da tudi tokrat res sploh nismo opazila do zdaj, ko se pogovarjamo, da smo študirali. Tako da, Matjaž, najbrž je božja previdnost, da si ti med nami, da še malo poveš ljubljanskih koncev, kako štorijo. Tako da izvoli. Jaz lahko rečem, da se počutim čisto doma, a ne. Tudi mogoče, če tako rečem, tudi zdaj še vedno za vikend nekako pastoralno delujem in bom rekel, na meji med Kranjsko in Štajersko ali pa Savinjsko deželo, no. Se pravi, Motnik je zadnja župnija na Kranjskem, no, tako. Ja, in zdaj, če se podam nekako ta ljubljanski konec teološke fakultete, bom rekel, zelo lepo je bilo, se pravi, mene, bom rekel, te moji spomini vežejo ali pa popeljajo tja že v leto 98 do pač leto 2000, če zaokrožim, ko je tudi na ljubljanski fakulteti so bili hodniki dosti bolj napolnjeni, no, tako. Izpostavim pa mogoče dvoje, en splošen spomin na tisto borcevanje, ko smo bili sprejeti na teološko fakulteto in so tako, bom rekel, višji letniki bogoslovcev, pa pol tudi salezijancev, no, pa tudi kakšnega laika so nas nekako uvedli, tudi preizkusili. In se mi je zdelo tako zelo lepo, no, v smislu, da se čutiš, pač ja, seveda je nekaj podraži, na ta način malo preizkusijo podražijo, ampak tudi to je eno znamenje sprejetosti v to skupnost, no. To je en tak prvi spomin. Drugi spomin, ki je pa mogoče vezan malo tudi na božično dogajanje, je vezano pa seveda tudi na bogoslovje samo, je praznovanje Brezmadežne. V tistih letih je bila to še akademija na čas Brezmadežni, ki so jo pa vedno pripravljali bogoslovci in pa laiški teologi skupaj, no, se pravi tretji letnik. In smo pač bogoslovci potem tudi sodelovali, če drugega ne, kot zbor in tako, no. In tako se mi je zdelo en tak lep dogodek, ko smo lahko vsi skupaj prišli in v meni je zbudil vedno tako občutek nečesa svetega, no. Bom rekel, ne le zgodbe, ampak ne nazadnje, pač, če navežem na naslov, a ne, vsaki taki pripravijo, seveda tudi nekaj napetosti, ampak na koncu je vse, bom rekel, se pripeljalo v to sporočilno nit, no, tudi nečesa svetega, no, tako da ne bi imel zdaj kakšne take, bom rekel, pravzaprav peripetije, razen te, da sem enkrat ravno na Brezmadežno zbolel
ker smo imeli, bom rekel, kakšne preizkušnje tudi v tistem času, v glavnem. In zvečer smo imeli akademijo. Jaz sem bil pravzaprav od zjutraj do večera pravzaprav brez glasu, eden redkih prvih tenorjev, ko smo mogli peti. In bom rekel, sem se nafilil z vsemi zdravili, da je do večera potem glas nekako se skupaj spravil. In smo nekako tisto lepo odpeli, no, tako da je nekako nagovorili vseeno. To je eno takih spominov. Jaz vem, da sem moderator, ampak ne morem, da ne bi omenila tudi svojega spomina. Jaz imam pa res lepe spomine na tedenske maše na Teološki fakulteti tu v Mariboru, tam, ko je bilo v Andreanomu tisto 4. nadstropje, tista kapela. Matjaž, ti se še spomniš, pa se vidi, da ste tudi v bistvu takrat je že bila, ko sta, ali še ni bilo takrat kapele. V glavnem, ta kapela je bila, v bistvu tabernakelj je v obliki krmila ladijskega, ne, ker je v bistvu Andreanom zgrajen kot ladja. In tu, če lahko skočim, pri tej sveti maši je bilo prvič, spomnim se dr. Mirana Špeliča, da je vzel telefon in si poiskal svetopismo preko Googla, ne, in v bistvu bral prek telefona, in to se nam je takrat zdela znanstvena fantastika. On je bil toliko pred nami z tehniko, ne, da dejansko bral svetopismo iz telefona. Ne. Meni je bilo to nezamisljivo takrat. Danes pa je čisto običajna stvar. Ampak jaz se tega spomnim, res, da smo vsak teden, da je bila v bistvu celotna enota v tisti mali kapeli. Jaz sem imela to čas, da sem bolj pesmi lahko zbirala, pa sem študentki, že v bistvu sem bila že kot zaposlena, najprej kot študentka, pa že kot zaposlena, ampak tako mlada zaposlena in smo tam študenti skupaj pripravljali glasbeni program. So to tako z Milanom Matjažem, on je bil takrat za študente odgovorni, smo eno taka lepa obhajanja, no. Ali pa sestra Snežna, pa njeni psalmi, smo imeli izbirni predmet psalmov in potem jaz nahecala, da sem pri vsakem psalmu, predno ga ona razložila, sem ga jaz lahko zapela. In ona je bila za vsako bedarijo takoj, ne? Je bila takoj za akcijo in smo to tako lepo imeli projekt potem tistega izbirnega predmeta. Tako da očitno je pač res je gotovo zelo veliko lepih trenutkov, zdaj smo pokukali v te svetle in bom kar rekla svete odnose preteklosti, no. Zdaj pa je dejstvo, da smo vsi, ki smo bili nekoč študenti teologije, že leta in leta na zelo raznolikih delovnih mestih in tudi v zelo raznolikih družinskih ali pa, bom rekla, stanovskih situacijah. Kaj danes počnete? Kako se na svojem delovnem mestu, da malo to predstavite, oziroma še bolje rečeno, tudi pri svojem poslanstvu, kot pač, ki ga opravljate kot teolog ali pa kot oče, mama, vzgojitelj, prefekt, ne? Kako ste, bom si sposodila tak od Barbare tisti izraz, ko je imela zdaj pred kratkim pogovor na družini, kako ste uredili štalo, v katero bo vstopil novorojeni, ne? Kako boste zdaj malo po eni strani predstavite svoje poslanstvo, po drugi strani pa ta vidik praznovanja v svoji družini, na delovnem mestu, tam, kjer ste. Zdaj pa začnimo z moškim. Matjaž, lahko ti začneš? Matjaž ali Celarc? Lahko Celarc, prosim. Ja, mogoče, če najprej samo toliko nekako predstavim tudi kot svojo vlogo. Jaz sem res na Teološki fakulteti, bom rekel, pravzaprav sodelujem pri 2 katedrah, no, se pravi za svetopismo in judovstvo, pa tudi pri katedri za osnovno bogoslovje, pa za področje ekleziologije. Obenem pa, bom rekel, sem tudi koordinator za študente, no. Da je recimo na Teološki fakulteti v zdajšnjem obdobju, no, v Ljubljani je, bom rekel, pred korono je bilo tega, se je dalo drugače speljati, no. Smo se skupaj na tedenski ravni na nek način v ponedeljkih zbirali k neke vrste meditaciji ali pa kakšnim simboličnim dejanjem, no, da smo na ta način počasi vstopali v skrivnost tistega, ki prihaja, no, tako. Obenem sem pa pač v bogoslovju, študijski prefekt, odgovoren nekako za spremljanje bogoslovcev pri njihovem študiju in tudi človeški rasti.
se pravi vzgojitelj, no, če povem z drugo besedo, bolj splošno. In tukaj, kar pa mogoče lahko izpostavim, je pa december vedno zelo poln, včasih kar prepoln mesec. Začenši z miklavževanjem, z brezmadežno in pripravo na praznovanje brezmadežne, ki je za nas pravzaprav en največjih praznikov, ker smo vsi bogoslovci in tudi duhovniki, posvečeni pač Mariji, brezmadežni, nas veže ena pač ta duhovna vez. V teh dneh pred Božičem imamo pa seveda tudi pripravo, ker bom rekel, za Božič se naša skupnost nekoliko razkropi, gre po domačih župnijah, to je pač po eni strani en specifikum. In zdaj, če mogoče samo kakšno stvar iz čisto zdajšnjega obdobja poskušam predstaviti, no, kaj to za nas pomeni. Poleg tega, da vstopamo, bom rekel, 8-dnevnico z odpevi, no, tako dnevno, je recimo, bom rekel, zelo lepa stvar bila ravno pač pred kratkim, ker smo vedeli, da pol se bo teden kar hitro prevesil, no, smo imeli tako imenovano semeniško uro, to pomeni trenutek, večer, ko pridemo vsi skupaj. In je bil res, to bi pa rekel, da je bil zelo močen svet večer, no, tako smo imeli pravzaprav ob psalmu 139 kot za izhodišče, najprej osebni razmislek, kje se nas je Bog dotaknil, kaj so bili na nek način lepi trenutki, pa mogoče tudi težki v tem našem sobivanju tega, kaj ne rečem, dosedanjega obdobja. No, potem pa drugo, kar se mi je zdelo pa tako zelo močno, da je vsak izmed nas nekako izrazil, oziroma je bil povabljen, no, izraza tudi hvaležnost, no, za darove, ki jih čuti v skupnosti, ali pa trenutke, momente, ljudi, ki ga nekako nagovarjajo po Božje, no. Tako da to recimo se mi je zdelo, da je bil en res zelo močen impuls, no, za vse nas, zdaj tik pred Božičem, ker bom rekel, vikend pred tem smo imeli tudi daljšo duhovno obnovo, no, kot tako. Leta nazaj je bila namreč v tem času, so bile duhovne vaje, to smo zdaj prestavili na začetku leta, zato je pa zdaj recimo daljša duhovna obnova enostavno z namenom, da se čas nekoliko umiri, ustavi, kljub temu, da recimo še v tem zadnjem tednu bo pa recimo naši bogoslovci kot študenti na teološki fakulteti imajo lahko še vedno kakšen kolokvij, a ne, se pravi, da študij še vedno zahteva nekaj svojega, no, tako. Tako da to bi izpostavil, mogoče pa samo še ta odmev čisto še tretjega dela, ki me na nek način zadeva, duhovni pomočnik pač na župnijah, kjer sem prej omenil. No, in iz zadnje nedelje, no, smo imeli v adventnem času, bom rekel, ob tem, ko se je prižigala vsak teden nova sveča, so imeli otroci tako kot neke vrste za vsak teden eno nalogo. In zdaj v tem zadnjem tednu, se pravi, prižgali smo 4. svečo, so prinesli, otroci so bili povabljeni, nekateri so, svojo, se pravi, je bila kot tista vodilna beseda misel v življenje. So prinesli svojo fotografijo od rojstva in zadaj je bil zapisan tudi stavek ali pa opažanje, ki so ga starši v tistem trenutku rojstva izrazili. In se mi je zdelo res tako čudovito za celo skupnost, no, nekako začutiti se skupaj hvaležnost za naše življenje, no, tako, kako smo pravzaprav dragoceni drug drugemu, no, in to zame osebno rečem, da so to vsi ti momenti, kljub vsem hitenju, trušču in tako trenutki, ko se tudi jaz na nek način lahko z eno hvaležnostjo ustavim in me to, bom rekel, moj pogled usmeri potem k Božiču. Hvala. Zdaj bi pa prosila, tako da malo začutimo razlike, ali pa bom rekla,
po eni strani podobno, po drugi strani pa diametralno nasprotno doživljanje Božiča v enem, jaz bi lahko v svoji familiji govorila o kaotičnem obhajanju, ne, praznikov, ampak mislim, da bo Matjaž to dosti bolj na zabaven način povedal. Matjaž, če lahko, mogoče najprej predstavitev malo, kaj ti res, koliko stvari delaš, vem, da ne boš mogel vsega v kratkem času povedati, ker vidim, da si na zelo dosti področjih aktiv. Po drugi strani pa potem ta vidik obhajanja v družini, kjer pa je precej razgibano lahko, no, in včasih se mi zdi, da božični prazniki pridejo tak en teden za tabo, ko si odmaraš od vsega, kar se je zgodilo med prazniki. Izvoli. Ja, res je. Zdaj, kaj vse delam? Prej si rekla, da sem samostojni podjetnik. Res imam en popoldanski SP, ampak sem daleč od samostojnega podjetnika. Jaz sem drugače zaposlen redno, v pisarni delam, poleg tega učim veliko verouka, potem sem, ne vem, predsednik Kolpingove družine, tu pri nas, ki smo kar aktivni. Dosti snemam, ne, imam eno stran, misticizem, to ime izvira še iz teologije, iz patristike in nekako sem takrat si naredil tak mail in od takrat dalje se me drži ta beseda, čeprav včasih kdo malo celo razočaran, kaki teolog, ko sliši misticizem, pa misli, da se ukvarjam s kakšnimi bolj poglobljenimi stvarmi, potem pa, ko vidi kak je moj video, pa vidi, da niso nič kaj poglobljene. Drugače pa ja, pri nas, kak se pripravljamo na Božič, zdaj, če bi hotel navdušiti, bi govoril, da ne vem kaj, kak molimo, kak ne vem kaj, ampak dosti krat tam zmanjka časa. Ravno danes je taki dan, da sem imel že toliko stvari, otroka sem vozil 15 km daleč na nogomet, pa hodil po njega, pa vsi, ki ste starši, veste, kak je to. Tako da zelo res je, december je, tako kot je rekel prej Matjaž, včasih celo preveč vsega se dogaja decembra in do Božiča je toliko dogodkov, toliko, ne vem, razno raznih, tudi zdaj v času korone, ko pa ni korone, pa še bolj. Tako da potem v bistvu tega miru, ki bi ga morali najti nekako kot družina in se pripraviti, ni. In šele potem, ko so počitnice, po Božiču do novega leta, šele takrat se mi potem nekako umirimo in šele takrat v bistvu potem smo pripravljeni na ta božični čas, na to slavje, ki se zgodi z Jezusovim rojstvom, ker zdaj je preveč vsega. Zdaj namesto, da bi se pripravljali na sam Božič, se pripravljamo tako, da pucamo hišo, pa da, ne vem, se ukvarjamo z raznimi materialnimi stvarmi in vse veste, kak je to, ne. Tako da je zelo, zelo dinamično, pa res težko držati rdečo nit, no. Otroci so imeli danes v vrtcu Dedka Mraza, smo spet mogli iti tja, eno, drugo, tretjo. Zelo je, kako bi se reklo, naporno na nek način. Vse je lep mesec, čudovit mesec, ampak prehitro se vse odvija in ne najdemo tega časa, ki bi ga rabili za to, da bi se kakovostnejše pripravili na sam praznik, recimo. Romana, zdaj se bom pa na tebe obrnila. Tu se mi zdi, da kateheza dobrega pastirja pokaže ene rešitve, no? Tudi za otroke se mi zdi, da se z malo lahko naredi zelo veliko. Tu je, se mi zdi, kateheza dobrega pastirja res nekaj posebnega. Pa nam malo predstavi to svoje delo, pa tudi vaše družinsko dinamiko, mogoče tudi s tem povezano. Jaz sploh ne vem, o čem je Matjaž govori, ker pri nas je ful boljše doma. Ne, hec. Je pa drugače, jaz imam pa najstnike, oziroma jaz imam najstnika, najstnico in pol najstnika, drugi svet. V glavnem delam pa v vrtcu in v osnovni šoli in sem res pomočnica ravnateljice. V vrtcu pa tudi katehistinja, tako v osnovni šoli kot v vrtcu. Jaz res, ko razmišljam o adventnem času,
Mi smo zelo konkretno in resno se zastavili to v vrtcu in v osnovni šoli in smo zelo vzdržujemo advent. Brez vsega. Tudi zadnji teden je pa ubijalski, ne? Ker recimo pri nas v vrtcu, ne v šoli, do tega tedna nismo imeli še nič okrašeno, razen adventnega venca ni bilo ničesar. Smrekica se zdaj komaj postavlja oziroma včeraj in zdaj vsaki dan ena skupina dodaja okraske. Jasli so se zdaj komaj začele pripravljati okvirji, mah, cel teden nastaja in to je v tem tednu. Prej smo pa res še vzdrževali zelo adventno vzdušje. Zdaj tudi imamo to srečo, ne? Mislim, ker smo res katoliški vrtec, k nam ne pride Dedek Mraze, ne Božiček, imeli smo miklavževanje, bil je sveti Miklavž, ampak to je tudi dejansko tam v začetku adventnega časa. Glede kateheze dobrega pastirja, jaz sem resnično tukaj komaj doživela ta način, da kako lahko s preroki, s kratkimi stavki s prerokov otroke pripravljaš na prihod luči, da ni prvi odgovor, se pravi, kaj se bo zgodilo za Božič, da se bo Jezus rodil, ali pa ne vem, da bo Božiček prišel, ampak da je prvi stavek, ki jim pride, da bo prišla luč. Zato, ker ves adventni čas se za temi prerokbami pripravljamo, ali pa recimo mogoče oznanjenje, obiskanje, slavljenje pastirjev pa je dejansko komaj zdaj, zadnji teden oziroma potem po Božiču, ne. Jaz sem tudi dolga leta učila verouk tako na župnijah. Jaz vem, da smo v adventnem času v bistvu božični čas imeli, ne, v bistvu takrat si v vseh teh učbenikih pa to so bile vedno božične zgodbe, ne, ni bilo teh adventnih tem, ne. Drugače pa tako, ko pa pomislim na res na družino in na najstnike, ne, to še Barbara ima tudi najstnika, da so to posebni izzivi, ampak mi je zmagoslavno to, da je naš 15-letnik letos rekel, komaj čakam, da bo Božič, ker bomo vsi sedeli na kavču pa gledali televizijo. Ker mi res, drugače, tega ni nam, ampak tu pa res vedno si kaj najdemo. Pa sem si mislila, mislim, če pa to pri 15 letih reče, da si nekaj verjetno naredil, ne. Tako da, ja, recimo in tudi take stvari, zelo zunanje, ne, recimo adventni venec, meni je pač všeč samo spleten adventni venec z 4 vijoličnimi svečami. Seveda, ko so bili otroci majhni, smo še nakrancali karkoli, ampak če sem jaz, lahko sem pač na ta način in recimo zdaj smo v tej fazi najstništva, so vsi ugotovili, da je tak vseeno najboljši. Brez vseh dodatkov in tega. Se mi zdi zelo majhnimi koraki, pa oklestiti veliko tega zunanjega se da. Čisto pedagoško gledano, pa če katerega koli vzgojitelja pa učitelja vprašate, bi črtali junij pa december v pedagoškem svetu, ker je to sta dva najbolj izčrpajoča meseca. Tako. Hvala. Barbara, ti pa ob tem, da imaš najstnike doma tudi, imaš pa tudi to izkušnjo ali pa najbrž se marsikdo tudi pri terapijah, ki jih imaš, obrne na tebe čist sprošnjo za pomoč, ne? Ker so ti prazniki, ne vem, za vse naporni in nekdo, ki, tako kot smo že govorili po teh posnetkih pred našim pogovorom, nekdo, ki je že tak v nekih trhlih odnosih, ponavadi za Božič ali pa za te praznike najbolj popoka, ne, ta posoda. Čist te prosim za eno tak nasvet, na kak način bi iskati en otok miru pa eno božjo pomoč v teh dneh, da lahko pomagamo sebi in svoji družini in svoji skupnosti. Ja, če bi imela recepta, ne, pol bi bila verjetno uvrščena med tiste preroke, ki imajo tiste pametne stavke, ki jih Romana pol v katehezi dobrega pastirja uporabi. A ne, ni enega pravega recepta, mogoče tukaj seveda eno obdobje, ki, a ne,
tako res lahko potegne tisto najlepše iz človeka, pa mogoče en prostor, ali pa res potegne tudi tiste najtežje trenutke, ko je ogromno ene napetosti, ko ni več rezerve, ko enega manevrskega prostora in potem zelo hitro tule pridejo tudi kakšne take težke okoliščine bolj na dan. Zdaj mogoče tako, ko si vprašala, kaj delamo, pa kaj je naše poslanstvo, jaz tudi nisem najprej načrtovala biti zakonska pa družinska terapevtka, ampak sem bila tudi dolga leta katehistinja in tudi sem zelo uživala pri tem delu, tudi na oratorijih, vse te stvari, ki smo jih počeli v teh pastoralnih okvirih. Ampak ja, potem je pot nanesla, da sem se vpisala tudi na ta študij, pravzaprav je Romana bila tukaj. Prva informacija, ko sploh to spravila ven, da ta študij obstaja, ne vem, če se spomne Romana slučajno. Ja, in potem tukaj je bila ena pot, ki sem ji pač sledila, saj niso bile stvari v mojem načrtu, da bom tudi enkrat predavateljica ali karkoli, ampak ne vem, tukaj jaz tako vidim, tudi pot na teologijo, da je bila ena taka, ne vem, en sveti duh tule ves čas v ozadju deluje, ker jaz nimam namenov, pa se potem kar nekaj zgodi. Tako da verjetno je že prav, da sem tudi tukaj in da sem tudi lahko družinska terapevtka, zakonska terapevtka. In tu potem teologija res da eno, kako bi rekla, ali pa ta drža, ki smo jo pač tekom tega študija tudi gojili, eno izhodišče, kjer ti lahko tudi verjameš v to, da bo tekom enega odnosa, tudi v terapiji, se lahko zgodilo nekaj, kar mogoče noben več ne verjame. Saj terapije brez vere ne moreš delati. Saj ne veš, če se bo res zgodilo, ampak kar nekako verjameš, da se bo nekaj zgodilo. Tudi če ne tisto, kar mogoče vsi želimo. In se mi zdi, da tudi to, kar recimo tekom terapij v te, ne vem, razsute odnose ali pa dvome ali karkoli, s čimorkoli se pač že ljudje srečujemo, saj tukaj ni noben boljši ali pa slabši, vsi imamo neke preizkušnje pa izzive, zdaj eni pač poiščejo pomoč tudi v terapiji. Se mi zdi, da tisto, kar lahko tukaj kot teolog narediš ali pa s to držo, je, da lahko daš, ali pa iščeš eno veselje do življenja, in to se mi zdi tudi eno tako sporočilo Božiča, to življenje, ki prihaja, ga se lahko veselimo tudi v tisti krhkosti, eni milini, a lahko ta prostor naredimo tukaj noter za nekaj lepega, tudi če se rojeva nekaj krhkega, ranljivega, ampak vse nekaj velikega. Tako da to je bolj ena taka aplikativna veja, mogoče teologija iz ozadja. Vse jaz doživljam, da mi teologija tukaj zelo veliko nudi enih takih izhodišč. Na predovanjih pa seveda tudi se da vpletati te teme, seveda, v vsakem primeru. Zdaj, kar pa se tiče tega praznovanja doma, pa vidika praznovanja doma, jaz sem tudi zagovornik bolj tega, da je manj včasih več. Sploh letos se mi zdi, da še toliko bolj opažam, ali pa da mi je toliko bolj prišlo do živega ali pa nekako do zavesti, da koliko ljudje kar nekako hitimo s tem praznovanjem, pa že po družinah kar stojijo smrečice, pa jaslice, zakaj, če še ni Božič, kot da želimo en praznik prehiteti in pol, ko bo prišel, bo pa prazen, ker ga še ni prej, Tako da jaz tudi bremzam, doma bremzam, mi drugega kot adventnega venčka sicer malo okrašen bolj je pa tudi zelen, pa 4 sveče ima gor ta prave barve, mora biti original, ampak drugega še ni, razen da je mah nabran. Tako se mi zdi, da se splača malo ustavljati te stvari, da ne hitimo toliko, da pa lahko pride res en prostor, ko lahko mogoče, ne vem, si res samo v miru nekje skupaj, ne da je polno vsega balasta, ki mu ne moreš več slediti. Preveč je potem preveč, saj praznik kaj pomeni, je nekaj praznega, mora biti malo prazen, prazen zato, da lahko nekaj pride, ampak ne da kopičimo, da ne vem, napolnimo z vsem kičem in ne vem čim, z enimi ponarejenimi odnosi, ampak da smo lahko pristni, pa samo v miru, na kavču, tudi pred televizijo lahko, pa da lahko praznujemo tudi tisto resnico, skrivnost božične noči,
Je pa mogoče tako pri nas Božič, odkar se je hčerka rodila, čisto drugačen, zato ker se je rodila prav na božični večer. Tako da mi nimamo klasičnih božičev, imamo še rojstni dan, a ne. Saj se zelo poveže s to temo rojstva, ampak ja, je tako zelo izkustvena, ne. Jaz grem vsak Božič dejansko v tistih hlevček s spomini, a ne, in pa ljubujemo to, kako je bilo, ko se je rodila in vse, a ne, ker je bil res tak konkretna pot v betlehemski hlevček, res večer, a ne, tako da to mogoče ta vidik. Se da tudi kakšne take stvari porabiti pol za praznovanje, a ne, ki nagovarjajo. Hvala. Moramo končevati, bi se še človek pogovarjal z vami. Čisto zadnje vprašanje za vse. Mogoče malo v luči tega naslova Sveti večer in sveti odnosi, vedno bolj upam, naj bo vprašanje usmerjeno v prihodnost. Teologi, kje lahko mi res pomagamo delati svete odnose? Kje vidite nas, teologe, v bodoče? Ne vem, kje vidite cerkev na Slovenskem ali pa vesoljno cerkev v prihodnosti? Lahko govorite magari o paroziji, če hočete. Do tja seže naš pogled, ne? V tem upanju božične noči, kje vidite teologijo pa cerkev na Slovenskem ali pa cerkev nasploh v prihodnosti? Kdo se javi? Boš, Romana, ti začela? Ko prvi začne, lahko prvi gre? Ja, tako je hudo. Ne. Zdaj ne vem, če bom točno na to odgovorila, ampak moje razmišljanje o teologiji in prihodnosti je povezano tudi s cerkvijo. Prvo, kar mi pride na misel, je to, da ko sem študirala teologijo, je bilo eno zelo veliko upanja za laiške teologe in nas je res bilo dosti. Imeli smo tudi občutek, da nas cerkev potrebuje. Zdaj trenutno tega občutka nimam in tudi ne vidim. Jaz mislim, da cerkev, če gledamo kot slovensko cerkev, kot institucija, mislim, da trenutno ne vidi potrebe po laiških teologih. Jaz nimam tega občutka, ker tudi vsi moji sošolci, nas je bilo tam res nekaj čez 20 laikov, razen eden, ki je stalni diakon in je zaposlen v Celovški župniji, je zaposlen v cerkvi, ostali smo vsi v zelo različnih drugih institucijah. Ko sem študirala, in zdajšnji moj rektor, dr. Štohec, on je vedno imel stališče, da laiški teolog je en taki krasen profil, da je človek, ki z široko izobrazbo konča študij in da ga lahko ponucaš povsod. In dejansko se je to zgodilo. Se vidite, kje je Matjaž Kisnjanski, kje je Barbara, vse posod se najdemo. En moj sošolec je celo bil 2 mandata župan, recimo, ne. Ni da nikje smo, ne. Ministra imamo, recimo, teologa, ne? Ja, tako. Res se lahko vse najdemo. Ampak jaz vseeno mislim, da tudi cerkev potrebuje laiške teologe in teologe, kot recimo tudi, kot je doktor Celarc, ne. Vprašanje je res, kako znamo najti prostor zanje, pa jih vključiti, ne samo kot predavatelja na teološki fakulteti, recimo nekih pastoralnih asistentov, ki jih nimamo, pa so pastoralne zveze nastajajo, pa to, ampak se ne najde mesto za laiškega teologa, recimo, ne, kar bi bilo smiselno. Recimo tu nekje pri katehistih se še znajdemo, ne. Recimo, kar me žalosti, ravno z področja kateheze, če gledam, da je ogromno nekih mojih tu nekje vrstnic gor dol po letih, ki so samo zato, ker so dobre mame in svoje otroke vozijo v cerkev, so za župnika dovolj dobre, zato da bo postala katehistinja. In je potisne 5 videokaset, učbenik in reče, tako zdaj pa ti uči verouk.
in jih spravlja v zelo velike stiske, ker so to pobožne žene, ki se čutijo, da bi rade nekaj vrnile cerkvi in samo zato, ker so bile, ne vem, mogoče v mladosti skavtske voditeljice, se dobro zavedajo, da pa še niso dobre katehistine zaradi tega, ali pa zato, ker so dobre mame, ne. Tu se mi zdi zelo, zelo neurejeni odnosi in mi je tudi žal, ne, zaradi tega, ker absolutno je to posledica potem vpisa tudi na teološko fakulteto. Ko sem pa zdaj tudi zadnje čase prebirala, kaj se dogaja za študijom teologije, pa tako, pa se mi zdi tudi, da se izgublja ena akademskost na teologiji. To je res moje zelo osebno razmišljanje. Jaz sem še študirala v času, ne vem, doktor Stresa, potem, kaj je bil koprski škof, veliki rabi, staro zavezo učil. Vezjak, ja, rabi, ne. To so bile legende, ne, pri katerem je trepetal nekatoliški akademski svet, ne. Zdaj roko na srce, razen Maksimiljana Matjaža, ne vem, bi mogla ful poštudirati, ne, kdo so ti akademiki zunaj teološke fakultete, pri katerimi dajo kapo dol na filozofski fakulteti, ker je zagotovo je kdo, ne, dela mogoče krivico, ampak se mi zdi, da se to zgubilo. Kaj mi pa to potrjuje? Zato, ker z Barbaro dobro sodelujejo in vsako leto pošilja tudi študente zakonske družinske študije, te teologe, k nam na prakso in vsako leto manj povejo, da prihajajo iz teološke fakultete. Letos so celo rekli, ne, da oni so iz zakonske družinske študije, oni so iz teološke fakultete. In potem jaz rečem, ljubčki moji, jaz sem teolog in jaz vem, da ste iz teološke fakultete, ne. Tako se mi zdi, da se ena identiteta zgublja in potem recimo letos, ne, to me res šokiralo, ravno ena skupina otrok odhajala v Atrij, ker imajo katehezo, ne, kateheza v vrtcu, to se njim zdelo nemogoče, ne, taki mali otroci pa morajo že verouk imeti, ne. Pa sem si mislila, pa kaj delate na teološki fakulteti? Kdo ima katehetiko? Seveda vem, da moja prijateljica Neža, Iva, ampak ne vem, se mi zdi, da mi, kot teologi, ne dajemo več dovolj vrednosti teologiji kot vedi, ni to samo vprašanje človeka, odnosov, psihologije, filozofije, ampak teologije kot take, da se zgublja ta poudarek na raziskovanju tudi Božjega. In tega, to priznam, to me malo žalosti, ko opazujem te študente, ki prihajajo k nam, s katerimi se srečujem, mogoče delam krivico, ampak to je tako res eno zunanje opazovanje tega. In pa še to, no, zdaj, ko sem jaz šla na fakt, se pravi, so rekli medicino pa teologijo, ne, če si to šel študirati, ne, te si bil ful car, ne, te si bil pa res pameten, ne, da si to doštudiral, ne, mislim, zdaj greš malo na teologijo, zato ker drugje ni vpisa, ali pa nisi bil sprejet, pa greš teologijo, zato da se boš čim prej prešolal. Ne vem, to so stvari pa, ki so pa tudi mogoče posledica tega, da tudi našo ljubo cerkev zelo delamo, vedno bolj jo spravljamo na področje humanizma, na področje tega študija, res medosebnih odnosov, mislim, se Barbara ve, da jaz vem, da to zelo vse pomembno, pa tako, ampak tega našega odnosa z Gospodom pa ne postavljamo več toliko v ospredje. Pa smo imeli mi tudi sošolce, ki niso bili verni, ali pa so bili agnostiki, oddaljeni, praznični kristjani, ampak to se je trla teološka debata. Življenje nam pozabila doktor Laha, ko je prišel, je vrgel oni dnevniki in je rekel, tako, Boga ni, hudiča ni. Ne, in po so one 3 nunike v luft skočile. Seveda je, Bog je, ne, to zdaj je samo pretveza. Nas je provociral 1 mesec, kregali smo se, 1 mesec smo se kregali. Je, ni, kaj je, zakaj je, kje ni, ne. Mislim, ne,
To se mi zdi, ne, jaz pol, ko sem šla na podiplomskem študiju na pedagoško fakulteto, ne, in tam profesor Kramer nekaj predaval, ne, in pol jaz po prvi uri se tam uprem, povem svoje mnenje, ne, in so me tam ostala pedagoška srednja me gledala, kako si jaz drgnem ugovarjati doktorju Kramerju, ne, zato, ker je mene to teološka fakulteta naučila, debatirati, dvomiti se, pogovarjati, razjasnevati, ne, in to popotnico bi jaz želela vsem študentom, da bi imela to popotnico teologija, da bi dajala študentom trezno glave, jasno hrbtenico, zagotovo bo pa mogla to podpreti Slovenska cerkev, da bo našla tudi prostor za te ljudi. Amen. Amen. Hvala za to jasnost, Romana. Na tak način se dela svete odnose. Matjaž, en od Matjažev, predajam besedo. Jaz si samo baterijo vklopim, da mi ne crkne računalnik. Vi kar nadaljujte. Če ne bom jaz končala. Bom jaz nadaljeval. Zdaj, če Romana se skoncentrirala na teologijo, pa bom se spol na oni drugi del vprašanja od Cecilije, torej, kako vidim cerkev na Slovenskem, recimo v prihodnosti, ne? Jaz vidim tako eno dve poti, ne. Zdaj po eni strani mi imamo še vedno v sebi, tisti, ko smo pač bolj aktivni kristjani, bolj aktivni v cerkvi, imamo v sebi tisto, da nas je strah, ne vem, da nas je strah, da nas bodo preplavili, zdaj neverni, da enostavno zgublja pomen, ne, naša vera. Ampak po drugi strani pa se dostikrat spomnim, kako piše nekje v Svetem pismu, ne, da tista majhna čreda, ne, da pomembno je delati s tistimi, ki si želijo, ne vem, zdaj smo v takih časih, ko enostavno je cerkev na nekšnem samo ena od opcij v življenju, ne, in je v bistvu na tržišču, mislim, grozno je slišati, ampak za nekšnega mladega človeka je cerkev na tržišču, ne, in zdaj moramo se vedeti, iti bolj stopiti v korak z sodobnim svetom, ne? Če nam bo cilj, da bomo vseeno ohranjali neko dostojno število kristjanov v Sloveniji, ker drugače cerkev postaja bolj kot ne, se mi zdi neka folklora za mnoge ljudi. Jim še pomeni veliko, ampak kot folklora, ne? Imajo slike od krsta doma in pomeni veliko, da so šli k krstu, ampak ne pravi pomen krsta in ne pravi pomen birme, ampak da so pač bili, ne. Tako da težko je, zdi se mi, da škofije poskušajo biti odprti, ampak vseeno, ne vem, recimo primer Martina Goloba, ne, on ima 1000 ljudi sedaj pri sveti maši, pa nima nobene, pa ni, ne vem, romarska destinacija, ne, ampak ker enostavno nekako začutil je to, kako bi se reklo, ta impuls sedanjega človeka, ne. Jaz tudi poskušam nekako tako, da v bistvu težko si težko to povedati, mora se nekako dati mora se spustiti oziroma dvigniti oziroma priti na isto valovno dolžino z ostalimi ljudmi in potem jih začeti cukati, malo po malo, ne. Težko je tako, kot je bilo nekoč, ne, da enostavno so celi razredi hodili k verouku, da tega po mojem ni več, ne, vedno manj bo in zato bomo mogli bomo biti inovativni, da bomo nekako evangelizirali ljudi okrog sebe, da bomo ohranjali, da bomo nekako vzdrževali nekšno dostojno število, ne vem, aktivnih kristjanov, ker se mi zdi, da zdaj ta korona dala še dodaten rukar, da so cerkve vsaj pri nas še bolj prazne in tudi sedaj, ko se lahko gre k sveti maši, jih je manj, kot pa jih je bilo pred korono. In nekateri nedeljniki, ki so prej bili nedeljniki, rečejo, da so se nekako zdaj odvadili in malo me je strah, no, kam bomo pluli, kaj se bo zgodilo z našo cerkvijo na Slovenskem.
jaz upam, da bodo škofje potegnili prave poteze in da bomo tudi mi, vsi, ki smo nekako kateheti, pa župniki, pa vsi šli nekako z roko v roki v isto smer, ker zdaj se mi zdi, da se tako kot v politiki, tako kot vse posod se tudi v cerkvi začelo polarizirati. Ne? Po eni strani nekateri zelo odprti, skoraj da že preveč odprti, po drugi strani pa se ustanavljajo, pa se delajo nekšni zelo zaprti krogi, zelo nekšne predkoncilske zadeve, ki sicer nič ni narobe, ne? Ampak mislim, da je pot nekje tam na sredini. Jaz upam, da bomo šli v pravo smer. No? Zakomplicirana tematika, ne? Ostajam brez besed, zato ker je vse res, ampak jaz pa polagam zelo velike upe v Cerkev na Slovenskem, ko vas poslušam. Res, mislim, ogromno alumnov teološke fakultete, kjer je lepo videti, da ste to izgrajeni ljudje po tolikih letih. Saj rabi človek od študija naprej nekaj časa, da najde svoje mesto, ampak to, kar ste, je veliko upanje za cerkev. No? Dosti bolj kot to, kaj škofje reče. Gotovo bo to zelo pomembno, ampak ne? Vsi mi smo cerkev in tu jaz ne vidim nekaj dobrega. No? Prosim, Barbaro, če za kako besedo. Ja, vse se strinjamo, kar je bilo že tudi rečeno, sej vidimo, kako se stvari odvijajo, ampak jaz vseeno mislim, da kljub temu, da ni vse rožnato, da pa vseeno je še pa dosti potencijala, za katerega upam, da bo izkoriščen, da bo tudi ta prostor enkrat tako nastal. Mogoče prva stvar je čisto na eni taki, ne vem, sistematični ravni se ene stvari poenotiti, dogovoriti in se potem tega tudi držati, ker saj smo imeli že veliko. Zdaj bo sinoda, pa smo že imeli tudi sinodo Cerkve na Slovenskem, pa marsikaj, pa marsikakšen dokument je nastal, ampak tako stvari dostikrat ostanejo samo napisane v enem dokumentu, se pa potem ne izpeljejo in ne realizirajo, ker verjamem, da je veliko enih sprotnih preizkušenj, sprotnih izzivov, tako da mogoče, ja, ne bom rekla menedžerja, ampak najditi enega človeka, ki bi res bil voditelj in znal usmerjati in da bi potem tudi to, ali pa več ljudi, saj to škofje so, z eno enotnostjo tudi potem znati uporabiti ljudi, ki bi lahko tudi kaj prispevali še, po tej plati zraven, saj marsikdo tudi to počne, ni zdaj povsod enako. Kar se tiče tako enega statusa teologa v cerkvi, ja, se mi zdi, da se tudi časi spreminjajo, danes ni to, kar je bilo recimo pred 20-15 leti. So pa mogoče teologi tako navzven bolj prepoznavni, ni enega strahu zdaj povedati, da si teolog, recimo, ko sem jaz rekla, da teologijo študiram, so rekli, a boš nuna. Ko sem šla kot teologinja na porodniško, na Center za socialno delo, jim ni šlo v račun, kako lahko nekdo, ki je prijavljen v redovni skupnosti kot katehistinja, prosi, a sem zdaj poročena nuna ali kaj, Tako teh dvomov se mi zdi, da ni več, da teologi so zdaj že prebili en tak let navzven, mogoče bolj, je manj problemov navzven, kakor pa mogoče za tisto, kar je pač primarno en profil teologa mogoče usposobljena. Tako da ja, smo se znašli na vseh pozicijah, ampak je vsak mogel še kaj zraven narediti, Samo izključno s teologijo je bilo premalo. Je pa teologija en temelj, sigurno. No in mogoče tudi temu danes teološka malo tudi sledi s temi programi, ki jih ponuja, te programe, ki jih prenavlja, da bi mogoče tako to teološko ozadje ali pa podlago znala tudi na različne načine aplicirati. Saj ni samo psihologija ali pa medčloveški odnosi, imamo tudi gestalt pedagogiko, karitativno izpopolnjevanje, tako da to so različne smeri, kjer se mi zdi, da se kažejo ti obrazi ljubezni lahko, ki jo lahko živimo. Je pa resno, da ta teologija, teološka fakulteta mora imeti in tudi ima osnovni program teologije, da pa mogoče ta vpis
res tudi odraz nekega časa, kjer primanjkuje neke gorečnosti, ali pa neke take globine, ne, da bi človek res z veseljem šel samo to študirati in raziskovati. Mogoče malo pragmatično dosti tukaj tudi razmišljajo bodoči študentje, ne, kaj pa bom s tem, saj zanimivo je, ampak kaj bom s tem, ne. Tako da jaz vidim to zelo večplastno, no. Ni samo to, da nekaj narobe delamo ali pa da ugaša ta, mogoče samo tak čas trenutno, sigurno pa ne bo tako ostalo, ne. Tako da se mi zdi, da tudi študenti, ki pridejo zdaj na teološko, pa da pridejo v druge programe, ne, pa ne upajo še povedati, da so s teološke fakultete. Jaz včasih vidim tudi, ko anketo dajajo okrog ali pa kaj takega, ne napišejo, da prihajajo z teološke fakultete, ampak iz Univerze v Ljubljani, da so študenti Univerze v Ljubljani. Kot da en tak sram ali pa en prizvok, če bom pa s teološke napisal, bo pa neki ne vem kaj. Tako da tukaj imamo razne izkušnje, ampak se mi zdi, da tudi nekdo, ko pride mogoče z ekonomije na drugo stopnjo študirati zakonske družinske študije ali pa ne vem, čisto iz enih drugih smeri, da vseeno lahko malo dobi teh vsebin in se odpre na drugačen način, kot bi se, če bi pa mogoče niti priložnosti ne imel, priti na našo fakulteto. Tako da, ja, je več enih takih vidikov tukaj, ki se pa strinjam, ja, kar pogrešam, no, mogoče res ena taka teološka gorečnost, no, na tistih programih seveda, ali pa tam teh ljudi, ki to počnemo ali pa ki izhajamo iz tukaj ven, no. Jaz optimist, verjamem, da tudi tale kaki taki intervju, ne, pa kaki taki pogovor lahko pomaga našim študentom k večji gorečnosti. Tako da hvala vam za sodelovanje. Sej, Matjaž, nisem te pozabila. Še zadnjo besedo, prosim, tebi, potem bomo počasi zaključili. Izvoli. Jaz sem po eni strani tako navdušen, no, nad neko vprašanje in tema, bom rekel, v tem tretjem sklopu je pravzaprav zelo široka in pravzaprav tudi je res, da tudi nimamo, tudi čisto kakšnega odgovora, ampak to, kar je bilo, bom rekel, teh iskrenih odgovorov, ki ste jih že dali, se mi je zdelo tako, človeka presune, no. Meni, bom rekel, prihajajo pa 3 misli nekako naproti. Prva misel je mogoče res teološko-svetopisemska, mogoče tudi s to skrivnostjo božiča in učlovečenja, ne. Da Bog se ne ustraši človeške krhkosti in da deluje znotraj tega. Pač tudi to, kar je bilo prej že imenovan mala čreda, pač luč, sol, so, bom rekel, podobe, ki niso tako, bom rekel, obdane z glamurjem in ne vem, na Wall Streetu in ne vem kaj, ampak pravzaprav deluje dosti bolj subtilno. In se mi zdi, da tudi, ko človek pomisli nenazadnje na odnose, je ponovadi tisto, kar gradi ali pa kar dela, tudi svete odnose, ni vedno v blišču, ampak je, bom rekel, v darovanju, in se mi zdi, da nekako tudi na tej ravni, ne vem, kako naj temu rečem, no, pač sej teološki odgovor nedvomno, pač ja, je veroustajenje, ne, ampak ta vera gre nujno tudi preko križa oziroma preko služenja. Hočem s tem nič reči samo to, da recimo, ali pa s pismom Diognetu, ne, da kristijani navzven se pravzaprav nič ne razlikujejo od drugih ljudi, ampak tja noter lahko prinašajo spremembe. No, to mi je prva misel, ker se mi zdi, da velja za vsak trenutek in tudi za današnji, da vsak, bom rekel, pa zlasti pa teolog, lahko marsikaj naredi, tako kot je tudi Romana prej rekla, kako je šokirala na pedagoški, ker niso mogli verjeti, da si nekdo upa s tako pogumnostjo, drznostjo pač zastaviti eno vprašanje, no. Pa to ni en tak osamljen primer, ker sem tudi podobnega slišal, pač je tudi od kakšnega teologa, no. To je prva misel. Druga misel,
je mogoče res identiteta. Se mi zdi, da smo v enem trenutku, časovnem obdobju, ko je identiteta marsikje postavljena pod vprašaj ali pa v iskanju, da ne bi zdaj glih v fluidnosti govoril. Pač tukaj se navezujem tudi na tisto, kar je bilo rečeno, kje smo zdaj v bistvu, kje je nivo teološke fakultete, prepoznavnost tudi navzven. In tukaj bom rekel, ja, so različni, kako naj rečem, tudi programi, različno dojemanje nenazadnje tudi študentov, pričakovanje in dojemanje študentov, ki prihajajo na teološko fakulteto. In bom rekel, da vse to je tudi odraz časa, v katerem živimo. Se mi zdi pa, da ravno s tem, da se učimo tudi s takim dogodkom, da rečemo, da smo teologi, da si upamo to pač javno reči, se mi zdi, da nam vsem pravzaprav pomaga gojiti to zavedanje, da to ni nič napak. No, tako. Dam, bom rekel, samo še to izkušnjo, ki pa je vezano na en specifiko tudi naše družbe, z vsem tem, kar se je zgodilo. V Ameriki govoriti o Bogu ali pa v teologiji, tudi na enem univerzitetnem kampusu, kjer imaš 2 teološki šoli, ni noben problem. Pri nas smo pa pač tudi slišali, da se tudi, bom rekel, nekdo skoraj da ustraši pač povedati, da poleg tega, da je z Univerze v Ljubljani pripada tudi teološki fakulteti, ne glede na to, kateremu programu pripada. In na teološki fakulteti, bom rekel, tako kot čutim, bom mogoče tako rekel, so ljudje, ki so kalibri, če tako rečem, in imajo pač, bom rekel, tudi močno besedo. Tudi, če mogoče v družbi niso tako prepoznavni, to je ena misel. Druga misel je, da tudi na teološki fakulteti, ne vem, je želja tudi z razpršenostjo mogoče teh programov, da bi iskali nekak notranji dialog, da čutimo, da pač potrebujemo drugega. No, to je ta segment. In drug segment, kot je, bom rekel, tudi se pravi Barbara prej omenila, tudi nenazadnje različni programi želijo pač prinašati človeku zopet tudi en teološki odgovor, no, tako v naše odnose. Tretja misel pa je seveda tudi čisto vprašanje cerkve, kje smo, delikatno, ampak se mi zdi, da cerkev na splošno zdaj, bom rekel, tudi sama čuti, ne samo to, če temu rečem koncilski odgovor, tudi teologi, ki imajo, bom rekel, mesto, da prinesejo živo in mesto tudi laikov, no? Pač da prinesejo Boga, kjer mogoče pa uradna, bom rekel, hierarhija ali kakorkoli ne uspe priti. Ne samo to, ampak se mi zdi, da ravno s tem iskanjem, da bi zmogli prisluhniti drug drugemu malo bolj, da je to pač prvi korak, drugi korak je pa situacija sama, ki nas na nek način sili, da delujemo skupaj kot celota. Tukaj pa je seveda, bom rekel, tudi če iskanje, kot je se prej Romana omenila, se pravi, da bi tudi imeli, če temu rečem, pač, ali na župnijah, pastoralnih enotah, kakorkoli že, tudi en usposobljen kader, da ni zdaj mamica ali očka, ki ima nekaj osnov, pa da ni potem stisnen, v nekaj, pa ne gre zdaj samo za katehezo, ampak tudi za druge zadeve. No, tako. In jaz v tem smislu, kar se mi zdi, no, tako, da vseeno poskušam z enim optimizmom, no, tudi iz tega pač božiča, no, tako se mi zdi, da me vedno presune, da si Bog, mislim, dokazuje svojo veličino v tem, da sprejme krhkost in majhnost in
in da to vedno znova počne in dela. In da, bom rekel, lahko deluje tudi preko vsakega izmed nas. In s tem tudi upam, no, da res za cerkev, tako v globalnem, kot tudi čist cerkev na Slovenskem, predvsem to, da bi imeli eno poslušanje drug za drugega, ker se mi zdi, da iz tega ne le, da pač rastemo mi sami, ampak prinesemo nekaj bistvenega tudi za ta svet. Dragi gostje, vsem štirim res velika zahvala za nocojšnje sodelovanje in predvsem za vašo odkritost. Veselje je poslušati teologe, ki ste našli svoje poslanstvo v svetu in ki lahko s pomočjo teologije, tudi s pomočjo teologije, pomagate sebi in drugim, da naši odnosi postajajo vedno bolj sveti. Zlasti v teh dneh, ko se veselimo prihoda našega odrešenika. Tako da vsem vam želim, da živite božične praznike in lahko noč.